Pozdravljeni! Po veliki nagradi Združenih držav je čas za naš običajni komentar. Poglejmo vsi skupaj, kaj vse se je zanimivega zgodilo na progi v Austinu. Tokratna dirka za veliko nagrado Združenih držav Amerike nam je dala kar nekaj zanimivih iztočnic za današnji komentar. A kot je že v naši navadi, tudi tokrat v prvem delu, tisti dogodki, ki so se zgodili na sami progi, v drugem delu bomo pa kot običajno primerjali napovedi strategij s tistim, kar so pokazale ekipe na sami dirki. Kot sem vam že omenil, kar nekaj zanimivih iztočnic in začenjamo s tisto, ki se je zgodila pravzaprav na štartu. Videli smo seveda stop Carlosa Sainza mlajšega, kar je bilo veliko razočaranje za mnoge navijače skuderije Ferrari, ampak tudi za tiste ljubitelje Formule 1, ki so pričakovali dobro dirko Španca. A sedaj tu se lahko začnemo spraševati, kaj se je pravzaprav zgodilo. Namreč videli smo, kako je Max Verstappen rahlo zaprl vrata Carlosu Sainzu mlajšemu, tam v prvem ovinku dvojec, in nato je vanj dobesedno priletel George Russell. Seveda, George Russell je napravil napako, prepozno zaviral in kazen je bila upravičena. Sedaj lahko se pogovarjamo o višini, ampak tu menim, da krivec je vsakomur izmed nas jasen. Vprašanje je drugo. Kako se je lahko Carlos Sainz mlajši znašel v tistem položaju? Namreč dirko je začel iz najboljšega izhodišča. Mnogi bi dejali enostavno slab štart. Če pogledamo reakcijske čase, njegov štart ni bil tako porazen. Zopet se vračamo k tematiki, katero sem omenjal že mnogokrat. Ferrari dobesedno slabo pospešuje. In tu, na veliki nagradi Združenih držav, smo to lahko videli na začetku pospeševanja. Zakaj pa? Enostavno, ker proga v Austinu, tja do prvega ovinka, gre na kreber navzgor. In tu se je v bistvu pokazala ta hiba bolida F1 pomišljaj 75, o kateri se pa ne veliko govori. Kaj je vzrok? V moji osebni interpretaciji je hiba v električno-hibridnem delu v sistemu MGUK. A seveda gre za moje predvidevanje, ker nimam vseh tistih podatkov, ki bi mi prišli še kako prav. A vseeno tu Carlosa Sainza mlajšega ne moremo kriviti, da je napravil kakršno koli napako. Videli smo seveda v nadaljevanju, kako je Max Verstappen prevzel pobudo, nekako napravil dirko dolgočasno, tistega postanka, kjer so pri njegovi ekipi napravili vse, da dirke dobesedno ne bi dobil. Na koncu smo videli, da je prevladal, čeprav so mu pridelali približno dobre 4 sekunde zaostanka. Sedaj se lahko resno začnemo spraševati. Sezona 2022 res tako zanimiva, kot so mnogi pravili. Namreč na samih velikih nagradah smo videli, da je Max Verstappen tisti, ki ponavlja sezone, naprimer Sebastiana Vettela ali Michaela Schumacherja, ko sta postavila rekorde. In ima, bodimo iskreni, dobro priložnost, da bo ta rekord pomaknil še nekoliko naprej. In verjamem, da mnogi navdušenci so bili precej kritični do Lewisa Hamiltona. Lewis Hamilton, kar se tiče zmag v eni sezoni, še ni prišel tako visoko. V razmislek. A vidimo lahko, da v svetu Formule 1 se lahko zgodi marsikaj
In tu je treba omeniti srečo med Fernandom Alonsom in Lanceom Strollom. In verjetno je marsikdo celo prezrl dejstvo, da v naslednji sezoni bosta ta dva voznika moštvena kolega. In tu ne bi rad se sedaj ustavljal pri točki, kdo je bil kriv. Verjamem, da Lance Stroll ni opazil Fernanda Alonsa, verjetno ga niso opozorili ali je dobil opozorilo prepozno, ampak tudi Fernando ne počaka niti trenutka, ko vidi najmanjšo priložnost. A mi navdušenci smo lahko videli, kaj se zgodi z bolidom, ko dobesedno poleti in pristane na asfaltni površini. Upam, da ste bili pozorni in da ste opazili, da je bolid Alpine A522, ko je pristal na asfaltni površini, tudi nekako se obregnil ob zaščitno ograjo. Ampak kakšnih večjih poškodb, in govorimo o resnih poškodbah, ni bilo. Fernando Alonso se je lahko vrnil na dirko. Videli bomo, kako bo ta trk vplival na medsebojne odnose, ampak bodimo iskreni. Fernando Alonso prav z nobenim moštvenim kolegom ni bil v nekih prisrčnih prijateljskih odnosih. A o pritožbi ekipe Haas tudi nad Fernandom Alonsom bomo govorili v nadaljevanju. Menim pa, da kar se tiče same spretnosti v vožnji, je Fernando Alonso pokazal svoj neizmeren talent. Po mojem osebnem mnenju bi si on zaslužil samo zaradi tega manevra naslov voznik dneva. Dobil ga je seveda Sebastian Vettel, ampak o tem naslovu odločajo gledalci s svojimi glasovanjem, ki pravzaprav kdaj pa kdaj ne izrazi tistega, kar smo videli na progi, ampak izrazi neko priljubljenost med široko publiko. Fernando Alonso tudi v nadaljevanju je pokazal kar nekaj spretnih manevrov in zato moja preferenca njega. Pojdimo sedaj na malce bolj perečo temo. Govorili smo o Carlosu Sainzu mlajšemu, kaj pa o Charlesu Leclercu. Namreč po tisti napaki pri Red Bullu se je znašel pred Maxom Verstappenom. Oba sta se ustavila v istem krogu in dobil je dobesedno podarjeno enkratno priložnost, da je dirko končal pred svetovnim prvakom. Oba sta imela v danem trenutku enako staro pneumatiko in enako mešanico pneumatike. Videli smo, da Charles Leclerc v začetku je držal približno ritem Maxa Verstappena. Ko se je zgodilo nekaj podobnega, smo videli naprimer na veliki nagradi Japonske. Max Verstappen je prišel mimo in ritem Charlesa Leclerca je padel. Padel je na nivo, ki smo ga videli pri Lewisu Hamiltonu. Z eno pomembno razliko, namreč Lewis Hamilton v tistem trenutku je imel pneumatiko hard, medtem ko Charles Leclerc pneumatiko medium. Na prejšnji dirki smo se spraševali, ali je imel Charles Leclerc kakšno tehnično težavo, da je tako upočasen. Dvomim, da se je zgodila podobna situacija kot na Japonskem, namreč prevozil je bistveno več krogov. Zato sem zmeraj bolj prepričan, da je vzrok težav v motivaciji. Lahko se motim in upam, da se. Ampak ukolikor pogledamo sam ritem, ki ga je držal, lahko opazimo ta padec, ki je vse prej kot obetujoč. Mercedesu seveda so zapravili verjetno letošnjo največjo priložnost, da bi posegli po zmagi. Zopet smo v tistem delu, ker sem omenil, da je sezona lahko malce manj zanimiva, ker je enostavno Red Bull RB18 toliko boljši. Namreč Lewis Hamilton je imel udobno prednost, ni bila dovolj. In seveda ne kritiziram Red Bulla.
Sicer dobro vemo, da so prekršili proračun v sezoni 2021, ampak njihov bolid je boljši od vseh ostalih in to kar za precej. Zato tudi ni čudno, da Verstappen lahko dosega toliko zmag. Pojdimo sedaj k ekipi Haas, ker smo zopet videli nekaj, kar nam je pokazalo, da voznik v sodobni Formuli 1 še kako šteje. Magnussen zopet v točkah, Mick Schumacher zopet tam zadaj. V strateškem delu si bomo ogledali, kaj so izbrali za danskega voznika in kako jim je uspelo priti tako visoko. A po drugi strani, po samem koncu dirke so vložili 2 protesta. In zdaj moramo razumeti, zakaj. Pri ekipi Haas so protestirali proti Sergiju Perezu in proti Fernandu Alonso. Pri ekipi Haas so dobesedno izkoristili izgovor, ki so jim ga dali pri vodstvu dirke na prejšnjih velikih nagradah. Prav v Magnusenu je bila večkrat pokazana črna zastava z oranžno piko, kar pomeni obvezen postanek v boksih, ker del bolida ni pritrjen varno in bi lahko koga zadel. In prav zaradi tega so vložili protest Perezu, ki je imel težave z končno ploščo na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, in proti Fernandu Alonsu, kjer je opletalo vzvratno ogledalo. In videli smo, seveda, da je bil protest v smeri Red Bulla zavrnjen, ker Joe Bauer, tehnični delegat, iste poškodbe ni smatral kot nevarne, ampak po drugi strani protest proti Fernandu Alonsu je bil sprejet kot upravičen. Fernando Alonso je dobil stop and go, kar pomeni, da po končani dirki so to kazen spremenili v pribitek 30 sekund. A marsikdo si bo sedaj mislil, da je bil ta protest ekipe Haas neke vrste kujanje proti direkciji dirke, proti FIA, ker so jih kaznovali v preteklosti. No, kdor si to misli, lahko tudi ne pozna razmer v svetu Formule 1. Te oba protesta ekipe Haas sta bila namerna, ker tako je Magnussen pridobil eno mesto. Kolikor situacija na sami progi ne bi dovolila, da bi Magnussen pridobil več točk, pri ekipi Haas ne bi nekako tvegali denarja s tem, da bi vlagali neke proteste, da bi dokazali v resnici neveliko. A treba je tu razumeti, da je tehnični delegat oziroma direkcija dirke tista, ki odloča, kaj je nevarno in kaj ni. In videli smo v tem primeru, da so se v bran postavili Red Bullu in seveda kaznovali Alpine. Sam se tu ne bom postavil ne na eno in ne na drugo stran. Ali primer, kako se lahko v Formuli 1 čisto pošteno, legalno doseže mesto več. A tu bi se rad ustavil še trenutek pri predstavi, ki nam jo je pokazal Mick Schumacher. Seveda, v njem je ogromno govora, kajti njegov sedež je pod vprašajem. In po dirki za veliko nagrado Združenih držav se lahko vsi mi začnemo spraševati, ali si še eno priložnost v naslednji sezoni zasluži. S kakšnim manevrom nas je prepričal? Kje so rezultati, ki jih pričakujemo? Kaj lahko pokaže v naslednjih dirkah? Seveda, sam nisem med onimi, ki odločajo, ampak kolikor bo dobil v naslednji sezoni še eno priložnost, si vsi mislimo, da si jo je zaslužil. Ne govorim o njegovem priimku, govorim o njegovih rezultatih. Seveda, marsikdo izmed vas sedaj se lahko spomni vseh tistih rekordov, ki jih je imel njegov oče. Sam priimek mnogokrat v svetu motošporta ni dovolj. In žal menim, da danes gledamo eno izmed teh zgodb. A o ekipi
dokaz bomo govorili tudi v našem drugem delu, pri strategijah. A preden se posvetimo njihovi genialni potezi, si bomo najprej gledali, kakšna je bila poved, seveda, pri Pirelliju. In tu vidimo kot običajno dve varianti, ki sta nekako realni, tretja pa je, moram priznati, precej optimistična. Namreč govorimo o varianti srednjih postankov. A kar se tiče tistih prvih dveh variant, lahko vidimo, da sta tukaj blizu onemu, kar sem napovedal tudi sam. Tudi dolžina posameznega dela tukaj sovpada. Seveda, sam sem bil malce bolj konzervativen in sem napravil tudi tretjo varianto z dvema postankoma. Poglejmo raje, kaj smo videli na sami veliki nagradi Združenih držav. V bistvu to, da so pri večini ekip sledili ali prvi ali drugi varianti. In tudi tu dolžina delov sovpada s tistim, kar sem povedal sam in kar so izračunali pri Pirelliju. Videli smo, da najhitrejša je bila varianta z dvema deloma na pneumatiki medium in enim delom na pneumatiki hard. Kar ni nič takega, je bilo pričakovano in nobenih presenečenj. Največje presenečenje Magnussen pri ekipi Haas. Dirko je odpeljal z enim samim postankom in seveda prišel do točk. In to je tisto, kar zopet nam kaže situacijo v tej ameriški ekipi čisto drugačni luči. Zakaj Mick Schumacher ni dobil podobne priložnosti, podobne strategije? So morda mislili, da ni sposoben toliko ohranjati pneumatike, da mu bi to uspelo, ali kaj drugega? Sam sicer ne vem, ampak ukolikor bi si Mick želel nekako priti v boljši položaj, moral tvegati podobno, kot storil Magnussen. A zopet smo videli, da tudi mi navdušenci lahko smo pri naših predvidevanjih izjemno blizu tistega, kar na koncu pokažejo ekipe. Lahko na naslednji veliki nagradi seveda ne bo več tako. A to bomo videli skupaj na veliki nagradi Mehike. Kar se tiče današnjega komentarja velike nagrade Združenih držav, je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.